Sedaj bo pa Ado, ki je sicer učitelj strojništva in z svojimi dijaki vas lepo pozdravim, tudi zelo aktiven na vseh naših konferencah, bo predstavil, kakšne so razmere na področju ekološkega kmetovanja v njegovi občini Ilirska Bistrica. Lepo prosim, Ado. No, še enkrat lepo pozdravljeni. Kot je že Martina rekla, prihajam iz Ilirske Bistrice, poučujem na srednješolskem centru Postojna, v bistvu energetiko, energetske module. Moram pa reči, da v prostem času tudi še marsikaj tega, ki je povezano s kmetovanjem, počnem doma. In zdaj v kratkem bom predstavil, kaj se dogaja na Ilirsko-Bistriškem. No, najprej tisti, ki morda ne poznate, ali pa verjamem, da poznate najmanj, ker ste šli na sosednjo Hrvaško preko Ilirske Bistrice, Jelšan, Rupo. Zdaj formalno je tam meja padla, čeprav še vedno imamo policaje in bomo še čakali morda kakšno leto, da se umaknejo. No, sigurno, kot je moj predgovornik mnogo prej, gospod Anton, če se prav spomnim govoru, je bila situacija takšna, da je tukaj naslednje, da moramo peljati aktivnosti naprej, da ne bo se pojavljalo, če se prav spomnim, 13 000 kmetij je rekel, da je propadlo, malih in tako. En dobršen procent kmetij je tudi iz Ilirske Bistrice. Eden izmed temeljnih razlogov, da je kmetijstvo v Ilirski Bistrici propadlo oziroma še vedno propada, je ta, da ko smo bili v bivši Jugoslaviji, nam je ena meja s Italijo prinesla oziroma čez noč odrezala trg, druga meja je pa z osamosvojitvijo nastala ravno v tem področju Jelšane, Rupa. In sigurno, po tolikih letih, ko zdaj formalno meje ni več, moram reči, da je zelo težko vzpostaviti nove kontakte, reka opatija in tako naprej, čeprav ljudje si malo prizadevajo, vendar tisto, kar je bilo opuščeno, tisto, kar so mladi odšli, bo zelo težko vzpostaviti nazaj. No, Ilirska Bistrica je ena večjih slovenskih občin oziroma v bistvu je druga slovenska občina po velikosti. Če se spomnite, pred tolikimi leti so občine, večje občine se razbile na 2, 3, torej več. Ilirska Bistrica je ostala v bistvu enotna. Meri 480 kvadratnih kilometrov. Zdaj, ko je bil pred nekaj leti referendum, se je Ilirska Bistrica odločila, da se priključi primorskim občinam, drugače pa smo še vedno vodeni v statistično notranjsko-kraško regijo. No, tukaj je en primer zemljevida. No, tukaj zdaj nekaj konkretnih podatkov, ki se navezujejo na Ilirsko Bistrico ter kmetovanje. Pridobil sem jih na kmetijski svetovalni službi. Torej, Ilirska Bistrica obsega 47.961 hektarov zemljišč, od tega je 45.577 hektarov kmetijskih ter 2.385 hektarov stavbnih in nerodovitnih zemljišč. No, poleg tistega, ki sem že omenjal, 2 meji, je tukaj sočasno prispevalo tudi stečaj kmetijske zadruge Ilirska Bistrica, v celoti izguba hrvaškega tržišča. Moram reči, v prvih letih so bile razmere tako zaostrene, da dejansko, ko so ljudje, prijatelji onkraj meje pojavili v Ilirski Bistrici pri določenih kmetih, dejansko par kil krompirja ali zelja ali nekih povrtnin so lahko nesli. Če je kakšen malo več nesel čez mejo, potem so ga zavrnili, ali moral tam dati kontejner ali moral prinesem. No, težave smo imeli tudi s staležjo živine, z problematiko oddaje mleka, tudi tukaj od precejšnjih količin, ki smo jih oddajali v mlekarno, ki smo tudi mnoga leta nazaj imeli v Ilirski Bistrici, je potem to mleko
začelo romati v Vipavo, potem tudi tam so se zgrnili trni oblaki in potem se je odvilo naslednje, da je kmetijska zadruga Cerknica nekako vzela patronat in zdaj mislim, da dnevno se par tisoč litrov mleka vozi mislim, iz Cerknice v Ljubljano, oziroma preko kmetijske zadruge Cerknice v Ljubljano. Pred leti bil sem tudi na špediciji, moram reči, takoj po osamosvojitvi smo mi carilni 2-krat, 3-krat na teden po 2-3 cisterni mleka, rekel, z Ilirske Bistrice, Pivke, Postojne, ki se je peljal v reko oziroma v Pulo. No, zdaj to je totalno izumrlo. No, tukaj jaz bom določene stvari preskočil, ker je brezpredmetno, da vam berem, ampak recimo neki konkretni podatki, tukaj vidimo iz leta 1998, kmetijskih zemljišč v obdelavi 21.697, potem pa vidimo, da bi rekel zadeve v bistvu drastično padajo z leta v leto. No, kar se tiče števila aktivnih kmetij, tudi tukaj izhajam iz podatka iz leta 1998, je bilo 493 aktivnih tržnih kmetij, v letu 2009 je zbirno vlogo za neposredna plačila oddalo 670, vendar aktivnih jih je trenutno okrog 300, morda še manj. No, tukaj glede živinoreje in pridelkov, tudi tukaj vidimo, da iz leta v leto proizvodnja pada, drastično pada in na nek način je tudi razumljivo, celo vrsto takih in drugačnih težav, ki jih imamo, ne samo v primeru naše občine, ampak v bistvu je to morda Bistrica na nek način, ne vem, unikum, ima neke podobne stvari se navezujejo tudi na vse druge slovenske občine. No, tudi, kar se tiče poljedelstva in vrtnarstva, vidimo, nesi bo pšenica, ječmen, pa ostale vrtnine, bilo je 91. leta 281, pa tako ne bom bral številk, ampak če gremo naprej, ne, kaj se dogaja v teh letih, torej čez 10 let, bi rekel, so se zadeve praktično sesule. Zdaj, nekaj vzrokov sem že omenil. Ena boljših zadev, ki trenutno še, bi rekel, funkcionira, je sadjarstvo in sicer imamo cirka 209 hektarov, bi rekel, površin, kjer se predvsem, bi rekel, integrirana, bi rekel, proizvodnja pojavlja. Imamo pa tudi kar nekaj, da rečem, travniških nasadov, med njimi jih imam tudi kar nekaj jaz, predvsem iz pripadnosti do narave, do izročila, tisto, kar so pustili starši in, bi rekel, krajina, bi rekel, se tudi po svojih močeh trudim, da zadeve peljem v tem smislu, ko govorimo v sožitju z naravo in da ostanejo, kot je bilo že gospoda Antona rečeno, na našem področju kulture, ki so bile značilne za nas, ki so jih stoletja in stoletja naši predniki v bistvu vzgajali, z njimi živeli in so tudi dale, lahko rečem, kar dobre donose. No, vezano na situacijo, kakšni smo, imamo recimo primer, ker smo tudi dokaj prepoznavni, ne, precejšnje količine zelja, torej nekaj večjih pridelovalcev, vendar ti hipermarketi in iz tujine so tudi naredili svoje, tako da tudi ta proizvodnja je kar precej upadla. Lahko bi rekel, glede na ugodno klimo, če bi bile dane spodbude, če se bi s pravo pametjo in bi rekel, tako kot je treba kmetovalo, bi lahko morda zelja pridelali za celo Slovenijo, pa še kam drugam. No, če se dotaknem ekološkega kmetovanja, zakaj je ekološko kmetovanje, mislim, da vsem nam, ki ste danes tukaj zbrani, je zadeva 100% jasna, zakaj.
Žal tistim, ki pa vodijo državo in tistim, ki hrepenijo sam po dobičku, ki imajo zelo velika usta, če temu tako rečem, pa ni jasno. Ne. Ampak na koncu, ne glede kako, jaz in vi, nič ne bomo nesli gor, ne. Tudi oni ne bojo, pa lahko imajo ne vem kakšno premoženje, torej prej ali slej bodo tudi prišli na realna tla. No, kaj so cilji? Sigurno tukaj je kar nekaj takih ciljev navedenih. Mislim, da ti cilji so ti pravi, ki pomenijo za to, da na trajnostni način in v sožitju z naravo v bistvu ohranjamo naravno, tehnično, kulturno dediščino in prostor, kateri nam je že tisočletja namenjen. In glede na to, da v teh krajih so potekale, kar precej hude bitke, prva, druga svetovna vojna, kaj je bilo še v pradavnini, Turki in tako naprej, ampak gledajte, kmet, predvsem kmečki človek in ljudje na tem področju so ohranjeni, ker so. Če rečem samo za primer naše krajevne skupnosti, iz katere tudi sami izhajam, iz vasi Topolc, krajevna skupnosti Topolc, 4. junija leta 1942 so požgali čuda vasi. Ljudje so pa šli v izgnanstvo in če danes pridete pogledati te kraje, boste rekli dejansko, kako so lahko to naredili. Ne? Mnoge hiše, tudi neki kmetije take, ki so zelo vzorne, lepe in zadeva ta prava. Glede ekološkega kmetovanja, jaz sem tudi se tukaj, kar potrudil. Pravo ekološko kmetovanje na našem področju v Ilirski Bistrici v bistvu glede na strogost pogojev izpolnjujeta le 2 kmetiji. Ne bom rekel, da ne dosežejo za pridelke, ki jih imajo potem po tržnicah in kamor jih dobavljajo malo boljše cene, ampak vse drugo, kar se proizvaja, je več ali manj integrirano. In zdaj, ko smo polni ust, tega ekokmetovanja in tako naprej, če pogledamo grke, če pogledamo njive, ali pa površine, kamor se take zadeve proizvajajo, jaz sem prišel do naslednjih zaključkov in sicer imamo situacijo, da ena zemlja, torej ena njiva od ekološkega kmeta mora izpolnjevati ne vem kakšna merila vse, ne, in jih izpolnjuje. Vam bom pokazal certifikate, kateri tudi dosti stanejo. Zraven je pa svesed, ne, ki ima integrirano pridelavo. Pa tudi, če ga ne bi bilo, če ne bi bilo nobenega, ne, pomeni, da iz zraka, iz vode, ne vem česa, vse, tudi pridejo snovi, ki sami ste že govorili in veste kakšne, tako da tudi tukaj je zadeva, ne vem, ni tista prava. Lahko rečemo v naši Sloveniji, morda, če bi govorili prav eko, za razmere bi lahko rekli v nekem specialnem laboratoriju, ne, ker bi izpolnili vse tiste pogoje, ki jih je potrebno pač za to, da bi zadeva šla. Ampak jaz vidim naslednje, da v sklopu tega imamo ene skrajnosti, imamo druge, ampak v bistvu najti eno srednjo pot, razviti, bi rekel, stvari in tudi naši politiki, naši državni organi, službe, skupaj bi lahko prispevali, da bi imeli res v edinstvenih pogojih, ki jih imamo, ker je bilo že danes rečeno, bi rekel, čim bolj zdravo hrano. No, tukaj je nekaj logotipov, ki so povezani z to ekopredelavo. No, tukaj sem si namenoma zbral, pa sem tudi nekako malo zadev črno, ko je gospod Anton govoril, da je treba primeti zares, tudi jaz pravim, če hočemo premakniti v teh časih nekaj, je potrebno primeti bika za roge. Ali bo on tebe vrgel na tla, ali boš ti njega. Druge ni. In v kmetovanju velja trditev, da zdrava kmečka pamet poišče, bi rekel, prave rešitve. Tudi, kar se tiče učinkovite rabe energije. Jaz nisem videl, tudi če bi tako rekli, najbolj butastega kmeta,
ki bi se odločil, zdaj pa mu šel ob 10. uri zvečer na njivo, ko je bila poplavljena ali ko je bila, ne vem, pol metra snega ali ne vem, ko je bila zmrznjena, torej ve, kdaj mora iti. Torej, po pravem času, ne. In sigurno zdrava kmečka pamet je vodilo, bi rekel, in pot k uspehu. No, tukaj imam 2 certifikata, ki dejansko, bi rekel, 2 proizvajalcem bioizdelkov pomenijo, da morajo izpolnjevati, da vsakoletni certifikat pridobijo zelo, zelo stroge, bi rekel, pogoje. Recimo ta inštitut ICO-CERT, pride komisija, zadeve temeljito pregleda na podlagi analiz zemlje, na podlagi gerkov, torej kmetijskih površin, kamor se bodo določene vrtnine pridelovale. Ta 2 kmeta ali pa tudi drugi, ki so, bi rekel, v drugih sistemih skopa slovenskega kmetijskega okoljskega programa, pač tako je naštimano, da morajo podpisati najmanj 5-letno pogodbo, ne. In zdaj v sklopu te 5-letne pogodbe je situacija ta, da ta 2 biopridelovalca morata dati stanovanje, kmetijsko gospodarstvo, objekte, stroje, njive 24 ur na razpolago za kontrole. In zdaj tukaj še nekaj potrdil, tukaj so neka poročila o preizkusih in opravljenih analizah na določenih gerkih oziroma njivah, kamor je navedeno, kakšne kulture bodo tudi posejane. Ja, ena stvar mi zdaj preskočila, bo zdaj tukaj, ne, ravno ta 2 sta pred morda kakšnim mesecem dobila, ne, v bistvu zahteva za razjasnitev dejanskega stanja vlagatelja kmetijsko-okoljskih plačil za leto 2013 in tukaj gre v bistvu za gnojilni načrt. In zdaj za vsak gerk, ne, torej za vsako njivo, večjo, manjšo, morajo pridobiti v bistvu analize in na podlagi analiz točno koliko gre lahko, bi rekel, biognojil. In zdaj, če je recimo na eni njivi prvo leto krompir, potem z programi, z izračuni morajo izračunati, kaj lahko naslednje leto tam posadijo in morajo dognojevati recimo določene substance, ki jih treba dati, torej eko gnojila dodati zraven. Torej, že v sklopu tega nekaj ovir sem vam povedal, ampak že tukaj vidite, da so strahovite ovire. Torej, 20-krat gre tukaj borba zemljini na veter, kar pomeni, da ni čudno, da mladi rod gre. No, o nekih zadevah sem vam že govoril, zakaj so pač pri nas šle mimo. Vsled tega je en velik problem, ki velja za Ilirsko Bistrico, a ne samo za Ilirsko Bistrico, tudi za Slovenijo. Gre za razdrobljenost zemljišč, gre za to, da so ta zemljišča marsikje na različnih koncih, da niso združena. Gre za to, da v Ilirski Bistrici morda 40%, v Sloveniji sigurno 30%, morda 20% je takih, ki določenih kmetijskih zemljišč so lastniki, eni v Avstraliji, eni v Kanadi, eni ne vem kje, pa so lastniki agrarne skupnosti, kjer je lastnikov 3000, 2000, ne vem, vsi kot davkoplačevalci za plačilo nepremičninskega davka bomo pa zelo dobri. In glejte, če ni en nosilec kmetije, ker ni en nosilec kmetije, potem tu je tudi ena velika ovira, da glejte, mladi danes ne bodo čakali 10 let, da se bo nekaj razjasnilo. Če v prvem trenutku nekaj ne bo napravljeno, bodo pobrali šila in kopita in bodo šli. No, če rečem za Ilirsko Bistrico, ker poznam stvari, če sem rekel zdaj tukaj približno povprečna starost rekel, kmetijskega gospodarstva 55 let, morda sem rekel premalo. Prav mladih je zelo malo. No, poleg tega imamo tudi
nizke cene teh kmetijskih pridelkov. Zakaj ne? Ni treba praviti tam s Italije, s Španije, s ne vem kje, pridejo za vsako ceno. Jaz vem, koliko so oporečna, 200 vem, ampak tisti, ki nima denarja in tako, glavno, da je želodec poln. Potem ena zelo pomembna stvar je tudi vremenske razmere. Glejte, v zadnjih letih, kaj dela suša, tuječa, poplave, v naših krajih so tudi dosti škode napravile. Tukaj je en slajd oziroma slika, na kateri je nekaj videti, na mojem vrtu kaj je. No, gre še za neorganiziran odkup kmetijskih pridelkov in še ena zelo problematična stvar je tu, pa je velika škoda po divjadi. Zdaj tukaj tudi tisti, ki so zadolženi na vladi oziroma v državnih organih, niso kaj dosti napravili. Škoda, ki jo povzroča divjad, pri nas je enormna. Ko ste zdaj videli v nadaljevanju, no še tukaj nekaj poljščin, veliko pri meni. No, gledajte, kar se tiče škode po divjadi, pa ptičev, tukaj sem jaz tudi danes prisoten, gospod Grahor Branko iz Smeri, on se je tudi, rekel, kar dosti s temi zadevami pozabaval, za marsikaj mu gre tudi zasluga, da sploh imamo v Bistrici, da so nas pred leti morda še kje spoznali in videli, odkot prihajamo, ampak če pogledamo, kaj se dogaja, pred cirka 40 leti je v bistvu kmetovalec z Ilirske Bistrice, ne glede v kateri vas je bil, praktično lahko posejal, sadil do gozdnega roba. Zdaj pa situacija obrnjena. Zdaj vam pride doma, pri stanovanjski hiši vam pride lahko medved, vam lahko pride srna, vam lahko pride prašič, oziroma prašiče v zadnjih letih je toliko, da si ne morete predstavljati, kako enormno je ta številka narasla. In zdaj, kakšna škoda se pa dogaja, pa tudi gre v velike vrednosti. Glejte, da ne bi jaz bil predolg in vam te stvari bral, itak jih boste dobili, ma bom nekratko povzel stvari, ki se navezujejo na divjad. Na primeru Grahorja Brankota, ko je rekel takole, v lanskem letu sem posadil nekaj arov koruze, moral sem zaradi divjadi, si moral to zagraditi, pastirja dati, ampak prašičev tu ni vstavilo. Prašiči so šli spodaj in so naredili svoj del. Potem je prišel medved, njega tudi ne boste zaustavili, ima dovolj močno kožo in vse, kar je potrebno, in tudi naredil svoje. Potem so prišli jazbeci, potem pa je rekel, tako se je izrazil, potem pa je prišel jelen, najbolj kulturni divjak, ki je šel lepo okrog posestva in rekel z dolgo glavo se stegnil, pa 2-3 vrsti okrog in okrog, rekel po tamanu. No, ko je bilo tega konc, so prišli še jazbeci in na koncu pa še aviacija, torej, tako je rekel, v sklopu ta aviacija je mislil na šoje, na škvrce, na druge ptice, ki dejansko so, rekel, celoten pridelek, če tako rečem, iz neke 100% načrtovane, rekel, proizvodnje spremenile v par procentno. Kje je zdaj še, če prije suša, če so take in drugačne ovire, ko moraš ti dodatno zaradi divjade ali drugih vzrokov koristiti, rekel, ne si bo traktor, ne si bo nafta in druge stvari. No, gledajte, v glavnem iz teh razlogov, po divjadi in, ki sem jih prej navedel, ni čudno, da mladi gredo, čeprav so bili pogoji pred leti še marsikaj dobri. No, pogledajte, ko pridejo, ko so šli ne vem kam, jaz pravim, so me prišli obiskati, jaz imam tudi filmček, morda jih je bilo 1 milijon. Tam okrog naše hiše so tu parkirali, sreča, da si jim v bližini aparat in tako je ratalo. No, zdaj pa, kar se tiče društva brkinskih sadjarjev,
Zdaj tudi sam sem član tega društva brkinskih sadjarjev, tukaj so pač neki podatki o društvu, kdaj je bilo ustanovljeno. Tukaj te sličice so nastale, oziroma to je ena skupna slika na primeru, da rečemo, obrazovanja na moji parceli v kraju Pila pred 31.3.2009. Torej, rekel, kmetijsko-svetovalna služba se kar trudi in redno organizira take in drugačne delavnice in seminarje, kjer tisto še, kar mi, da rečem, in se ukvarja ne samo sadjarstvom ali z drugimi dejavnostmi, pridejo in pač potem določena znanja tam tudi dobimo. No, tukaj so primeri, recimo ponavadi pride tu konec aprila oziroma v začetku maja, do sredine maja, recimo razne vrste sadnega drevja. No, jaz tudi se potrudim, da poskrbim, da te avtohtone vrste na domače podlage, dam, čeprav ni problem 5 ali 10 evrov pa iti, ne vem, do neke trgovine pa kupiti sadiko, ne, samo če poskrbiš, da ima svojo, je čisto drugačen občutek, ne. No, tukaj tudi ena moja parcela tako, zdaj tu moram reči, drev je precej staro, ampak sigurno za nekaj let sem ga obnovil pomladu in zadeva bo. Tukaj je tudi ena češnja. No, da skrbimo za mladi rod, to je sicer, sin od brata, ampak gledajte, tukaj, kot je bilo že rečeno, v vrtcih, v osnovni šoli in tako naprej treba delati, če ćemo nekaj ne reči, ne. Ali pa če rečemo tako, ne, ko je šiba tenka vrba, ne, jo zvijaš, kakor češ. A ko je tako, ne, lahko ti delaš, kar češ. Je pozno, ne. No, zdaj se bi dotaknil, še geografskega območja pridelave brkinskega slivovca. Tukaj je med nami avtor, ker je dosti napravil, da je do te zaščite geografskega porekla in pravilnika o pridelavi tega slivovca prišlo ogromno napravil, v bistvu volontersko, če bi čakal občino, če bi čakal, ne vem, državne organe, tega danes ne bilo tukaj, pa še marsikje drugje. Glavnem, večina vas, ki ste tukaj, poznate brkinska slivovka, ampak to ni brkinska slivovka, ampak je brkinski slivovec, ne, in to me je, gospod navadil, ko je rekel, vse ta žgane pijače se končajo na ec, ne, pa je brinjevec, je slivovec, je tropinovec in tako naprej. No, gledajte, tukaj v sklopu tega geografskega območja so navedene zelo natančno vasi, torej kraji, kjer lahko bi rekel potencialni pridelovalci na podlagi obstoječega pravilnika potem zaprosijo na ministrstvo in dobijo ustrezna dovoljenja, ter lahko potem tudi svojo proizvodnjo izpeljejo. No, tukaj sem dal še primer tega pravilnika, zdaj dosti se ne vidi, morda pa se kaj, no. No, tukaj značilno za pridelavo brkinskega slivovca je brkinski kvetuh. Zdaj, situacija je taka, da v sklopu tega brkinskega kvetla, če ga tako imenujemo, gre za eno kuho, kjer se že, bi rekel, pridobi kvalitetno žganje. No, v zadnjih časih pa, moram reči, v Sloveniji pa tudi drugje se razvijajo novi postopki. Ampak ta pravilnik in vse, kar je povezano s tem geografskim področjem, se navezuje izključno na tale kvetuh. No, tukaj še, kar se tiče označevanja, tudi tukaj je bilo že dosti prej znano, predno smo mi v naši mladi državi pridobili, bi rekel, ta pravilnik in zaščitili geografsko poreklo. V tem pravilniku so zelo natančno opisani vsi pogoji, kam kje spada, kako je treba delati, kakšne vrednosti mora biti, kakšna mora biti kvaliteta sadja, kdaj in kako se obira in pogoj za pridobitev označbe. Torej, če rečem, verjetno pred enimi 6 do 10 leti je prišlo do tega pravilnika
Ampak v tem času naprej se je pa spet nekaj, rekel, slabega dogodilo. In sicer, lahko rečemo, prvo država, če se spomnite, ja, zdaj bomo pa mi trošarine, ne. Jaz poznam nekatere kmete, ki so rekli takole, ne bo nič trošarine, ne bo prijave kvetla, je šel po motorko, pa lepo dobre slive še odrezal. To je ena. Druga, dostikrat pride, kot sem že omenil, medved, praktično vse posod. Je on tisti ta glavni obiratelj, ne, še ljudje so pojeli in kmeti drugi. In še ena zelo pomembna stvar je pa tale, da nasadi brkinskih češpljev, ne, so v glavnem bili ob njivah, in zdaj, ker takih njiv ni več, kot so bile nekdaj, ko so kmetje s domačim hlevskim gnojem gnojili, tudi zdaj so te brkinske češpe v izumiranju. No, zdaj pa tukaj še nekaj zadev, da vseeno ni vse tako slabo, ne. Različni proizvajalci oziroma kmeti imajo tudi kaj ponuditi in tukaj je nekaj takih kmetij, ki so tako ali drugače, bi rekel, prepoznavne. In na koncu, bi rekel, še dana literatura, med drugim, če boste na spletu pogledali Brkinska sadna pot in podobno, boste celo vrsto takih in drugačnih zadev dobili in se boste, lahko bi rekel, v tu prepričali, pa tudi morda kdaj nas na tem področju obiskali, ter morda tudi kaj kupili. No, zdaj, dobil sem še eno stvar, da vam povem, ne. V sklopu zaključne besede, ne. Človeštvo bo imelo mirno in varno prihodnost, ko bo kmet zdravnik, ko bo zdravnik učitelj in ko bo učitelj kmet. Ko bo kmet proizvajal hrano, ki bo nosila zdravje, ko bo zdravnik učil, kako zdravo živeti v stiku z naravo, ko bo učitelj učil, kako pridelovati hrano, ki bo nosila zdravje. Hvala, ki ste me poslušali. Zdaj, jaz imam še nekaj, ne, tukaj, če vam je kdaj poznana od ansambla Snežnik, melodija Brkinska slivovka, rekel, spremlja, rekel, potopis, da rečem, po naših krajih, po, rekel, Brkinski sadni cesti in podobno. Še enkrat hvala, ki ste me poslušali. Upam, da sem vam nekaj zadeve osvetlil. Sigurno sem prepričan, da bi bilo nujno potrebno, da, če rečem, gospodje iz najvišjih krogov, ne, pridajo na take skupaj, pa vidijo, kaj treba. Vsak kmet ve, kaj treba narediti. Vsak. No, morda v tem času, ko gre to skozi, bi še eno stvar povedal glede divjadi pa medveda. Ne vem datuma, ne vem leto, ampak se strani Evropske unije je prišlo, da se ne sme več imeti, bi rekel, mrhovišč. Dokler so mrhovišča bila, ne vem, 20-30 km stran od mesta, od vasi, ni bilo problema, ni bilo medveda zraven. Zdaj pa lahko pričakujemo, da medved lahko pride potrkati na občinska vrata, brez problema. In stika po kontejnerjih in še kaj druge. Naslednje, kar se tiče divjadi, v preteklosti, ne, kako so rekli, ravšic, dosti takih zadev je bilo, ne, dosti selekcije je tudi tako nastalo, ampak danes, verjemite mi, da marsikateri izmed lovcev se boji, ker mobiteli, ne, nekdo sliši pok, evo ti, čez, ne vem, pol minute, čez pol ure, 1 uro, evo ti že pridajo, ne. In tu je problem. In jaz le upam, ne, da bo
premagala in zmagala trezna, zdrava kmečka pamet. Zdaj se meni že ponavlja, ne? Dajte se, jaz bom tudi ostal, pa itak boste potem na Ne, spletni nekaj strani. drugega sem mislila predlagati. Ja, Je kakšno vprašanje, pa lahko ta čas se reče se krajina. Ja. Ja, ni, Ima še kdo kako vprašanje? izvolite. Ja, prosim. Ja, Jasna Paradiž, raziskovalka zasebna. V nadaljevanju dobrega in spodbudnega bi vam rada povedala, da delamo tudi na vašem področju raziskave v naravnem okolju Tu sem dal, bom dal še eno. in v nadaljevanju pozitivnega trenda, a ne, in v podporo bi vam rada povedala, da letošnji podatki kažejo, da so rastline na tem področju, ki ga vi prikazujete, v eni najboljših kondiciji. Torej, v vsakem slučaju mislim, da je treba naravo tržiti, ampak z dokazi. In dokaze imamo in torej lahko združimo moči in na ta način v bistvu potrdimo to, kar vidimo. Kajti marsikaj, kar vidimo, nas zna zavest. V tem konkretnem primeru sigurno ne. Hvala. Ja, hvala za podbudo in pripravljenost na pomoč, ne. Bom še povedal zgodbo. Samo trenutek. Zelo nekratko. Gospod Jasno Paradiž sva se slučajno dobila na Kmetijskem inštitutu morda en mesec pa pol nazaj. In ona je bila na srečanju študijske skupine 11.8. v Kosezah pri Ilirski Bistrici. Torej, kako malo je, ko se najdemo ljudi, ne, pa reče moj kolega, isti ptiči skje pletajo. Torej, ni ovir, noben te ne more zastaviti, več ali manj delamo tako, ne, brezplačno, kar pomeni, da lahko ne vem, kaj naredijo, ne, zadeve gredo. Zdaj pa, kar se tiče, bi rekel, naše pokrajine, da je v kondiciji, to vemo, da je, to vedo tudi v Evropi, vedo tudi v Ljubljani, pa morda še kje drugje in počasi nastaja na nek način lovski rezervat, ne, torej morda čez toliko let bomo tam, kot so bili v Ameriki Indijanci. Imamo še en, mislim, da kar precejšen problem, tam termoelektrarna Plomin, to je zračna linija, če rečem z naših koncev, dajmo reči, enih 30 km, zdaj koliko premoga skurijo in to ne vem, ampak sami veste, da dimniki so toliko visoki in prej ali slej mi dobimo. Imamo še naslednji problem, ne, ker tega niti naravovarstveniki in ostali se ne zavedajo ali pa se nočejo zavedati. Če greste vi, ko je jasno vreme, tam v okolici Snežnika, boste videli sledi letal, pa vam pamet stane. Torej je tudi ena taka precej velika prometna pot in zdaj sigurno del takih in drugačnih snovi ostane v ozračju, del pa tudi pade dol. In gledajte, morda vi veste tudi več o tem, neki let nazaj so imeli posebna prirejena letala, so ustavljali, bi rekel, v gorivo take stvari, ne, da potem ni čudno, da še živimo. Še enkrat Jasna Paradiž, kratek komentar na to. Ja, mi marsikaj vidimo in marsikaj predvidevamo in slutimo, ampak to ni dovolj. Zelena pokrajina nas po eni strani ne more prepričati, da je to zdravo, kajti to tudi brez dokazov ni. In obratno, govorim iz izkušnje, ker vem, da na primer okolja, ki nas prepričujejo, da pa tu pa res je nekaj zelo narobe, niti niso taka. Torej še enkrat, da se rešimo teh stalnih dilem,
podtikan, sumničen. Edina rešitev je v vsakoletnem delu in v ohranjanju podatkov, da imamo možnost primerjave. Da sva se letos midva z gospodom Adom srečala, je bil čisti slučaj. Lahko pa nastane iz tega dosti več. Kajti beseda da besedo in dober glas in dobri zgledi vlečajo, ne samo slabi. Hvala. Ja, hvala tudi vam. Če jaz bi. Glede analize tal, ko ste pokazali, ne, da je pač moramo dati tudi ekološki kmetje analizo tal pa to, ne. To ni res, ker imamo mlad kmet, imamo ekološko kmetijo, smo mi tudi seveda po pošti dobili ta poziv, ampak ko pa greš tja, ne, pa poveš pač, da oziroma so pač prišlo do take zadeve, da mu si mogel iti tja, pa povedati, da ne rabiš. Mislim, povedali so na te kmetijske pospeševalna služba, da pač ne rabiš imeti analiz in niti gnojilnega načrta, zato ker si ekološki kmet. In to sem jaz tako naredil, ne, in to ni bilo nobenega problema. Zdaj ta eko mi lahko damo, ne, stanje 1, stanje 10. Zdaj ne vem, kateremu rangu ste in kaj se tukaj skriva. Verjemte mi, jaz imam tukaj en primerek, rekel, teh analiz in stvari, ki se nanašajo na konkretne vrtnine. Gospod ima tako mapco teh stvari. Tako mapco. Glejte, jaz sem tudi pripravljen, če prideste do nas, vas bom peljal do njega, pa boste videli, pa se boste bolj pomenila. Dobro, v redu, pravim, da lahko ima, ampak ne bi bilo potrebno. Ja, gledajte, kaj še vse je in kaj ni. Imate še kakšno vprašanje? Ja, glede teh analiz, samo to, če ne gnojiš, te ni treba, ne? Če pa gnoji ekološki kmet, če želi gnojiti, pa mora analize imeti, ne? S bilo kem, ne? Tak je. Še ni. Glejte, no, res za zaključek bi še jaz eno šalo tako povedal, ne? Kaj rata, če seksata biokmet in biokmetica? Nič ne rata, ki ne smeš pricati, se oproščam. Ja, da ne mislite preveč, ne?